Halo, živijo in pozdravljeni v prvem julijskem Facebook liveu z mano. Kaj pomeni julij? Pomeni, da se je začel čas dopustov. Zdaj, kaj ste že na dopustih? Wow, ne morem verjeti. Če bo to še malo trajalo, bomo tle v Kočevju šli že drsati na Rinžo. Madonna, kaj je to, kakšno poletje ali kaj? A bomo se kar stiskali pa oblačili v bundeže počasi. Ok, ni pomembno. Pomembno je to, da dopuste je treba imeti, oddahniti je treba mal in kaj zdaj početi na dopustu, ko je tako vreme. Ja, dobro, pa še tudi kakšno knjigo prebrati ali pa, ne vem, cajtenge ali pa, ne vem, jeti na kakšen izlet, ker pač, če je tako mraz in poležavanje na plaži tudi ni prijetno. Ok, kaj bi bila pa tema za danes? Jaz sem za danes sicer v osnovi mislil nekaj drugega, potem pa pridem jaz tule do računalnika, zakurblam mojo mašinco in me ono pomni, kaj sem jaz dal za eno objavo, se veš uno, ko ti pride pred enim letom si dal neko objavo in pogledam in sem rekel, tole bi pa morda bila tudi ena temica za danes ta prava. In sicer bom kar prebral, kaj sem pred enim letom objavil. Sicer najkrajša pot do tega, da veliko narediš, je ta, da narediš samo eno stvar naenkrat. In zdaj potem si malo misliš, ja pa sej, če pa sem eno stvar, sej to ni nekaj, ne? Ampak daj pazi, stari, pomisli malo, leto ima 365 dni, če narediš samo eno akcijo na dan, je to v enem letu 365 akcij in če so te akcije ta prave, si predstavljaj, kaj je potem ta tisti rezultat. No in v pravilih uspeha, ki sem jih jaz malce opisoval v tele moji knjigci, seveda teh pravil je nekaj več, ni to zdaj tako da preberite si to knjigico, boste videli vsa pravila, ampak eno od teh pravil je tudi fokus. Oziroma po slovensko, poslovenjeno bolj natančno osredotočenje. In to je ravno tisto, kar sem omenil na začetku, na eno zadevo. Poglej, kolikrat se ti zgodi, da recimo, ne vem, doma nekaj študiraš in rečeš, jo, pa imam to za narediti, pa imam uno za narediti, pa tretje, tako se nabere enih 20 pravil in si misliš, ma stari, kdaj bom jaz to naredil in potem to sam prelagaš, ne narediš nekaj tukaj, nekaj tam, nič ni videti. Potem se pa vzameš v roke, jaz vem, da se, in rečeš, lej, stari, zdaj gremo mi to počasi, najprej bom to naredil, bom uno in potem kar naenkrat vidiš, da v bistvu vsega tega sploh ni toliko veliko in da ko narediš akcije, ko ti nekaj speleš v življenje, da potem pridejo tudi rezultati in da je nekaj vidnega tisto, kar imaš. Zdaj, ali sem sam jaz čuden, ali pa se to tudi vam dogaja. Če se vam dogaja, dajte mečkam kakšen linkič, kakšen lajkič pritisniti, dajte mogoče malo deliti ta video, mogoče imate kakšne prijatelje, ko jih tudi zanima malo ta tematika o poslovnosti, o tem, kako postaviti svoj posel, kako integrirati v njega internet, da prideš do še boljših rezultatov in tako naprej. Mogoče mi malo pokomentirajte, če se motim, če se ne motim, pa lahko tudi, se veš. Ok, in zdaj, kaj sem jaz recimo v tej knjigi, ki sem vam omenil, je tale, se pravi, poglavje Fokus. In ja, tukaj sem se malo razpisal o tem, ampak recimo dal sem tudi primer noter, da si predstavljaj, ne vem, silačen, nekje v hosti, vse veš, da je toliko teh tudi nekih oddaj po televiziji o preživetju v naravi in tako naprej. Pazi, ti silačen, in zagledaš zajca, in pa zagledaš tam še enega zajca, super, 2 zajca. Ampak zdaj, stari moj, pa ti loviti oba naenkrat. Koliko jih boš ujel? Malo morgen, nobenga, Se pravi, ni to glih fajn, če sta 2, pa da se ti ne moreš odločiti. Tlej, odloči se za enega ujem. A boš ali ne vem, Zdaj odvisno, koliko si hiter, pa koliko si spreten. Ampak glej, če boš treniral, če si učil, pa me je dož, da ga boš enkrat tudi ujel tistega zajca. In se boš
boš naredil to akcijo in boš imel tudi rezultat, se pravi, ne boš več lačen. Pazi, to je bistveno, da nisi lačen. Čeprav eni pravijo, da je fajn, zdaj zanj sem videl en dober štos, ki je rekel, punce, letos vam ni treba hujšati poletja ne bo treba, je to komalke. Ok, se pravi, fokus je tista stvar, ena od teh pravil, ki si jih je treba držati. In po teh silnih seminarjih, po katerem sem tudi jaz hodil, kjer sem se določene stvari učil, pa določene stvari, ki sem jih že vedel, bom rekel, mal po moderno refresh naredil, ker sem šel na predavanje, pa sem se spet spomnil, pa tako naprej. V glavnem, ja, ta fokus je res ena od bistvenih stvari, se veš, recimo, tudi laser, veš, kaj ti vse prereže laser? Kaj je laser? Samo svetloba, ki je fokusirana res v eno točko, ki jo znajo to narediti in ona dela čuda. In isto človek, če se uspeš lepo sfokusirati in rečeš, tole bom danes naredil in dok ne naredim, ne neham in ne vem kaj in tako naprej. A veš, to se treba pol malo prilagajati, glede na to, kaj počneš, kako počneš, kakšen je tvoj timing. In ja, potem to narediš, stari, narediš, ni druge. Te zadeve so, jaz ne vem, če boš prebral kakršno koli knjigo, živijo Tomaž. Tomaž je eden od mojih znancev, prijateljev iz enega partnerskega programa. V glavnem, tudi Tomaž, se boš strinjal, da je tudi tam si prebral pa videl, da je to o tem fokusu bilo tudi nekaj govorenja, ker ne moreš narediti, če si ti malo preveč razdrobiš. No in hotel sem pravzaprav to povedati, da so te principi sicer malo različni, ampak meni je bil pa najbolj všeč en princip, kako si ta fokus nekako spremljaš oziroma kako si ga zadaš, je, da si narediš, kar si seveda, jaz upam, da si delate to, da si malo zapisujete zjutraj ali pa že čez dan ali pa kakorkoli, se pravi sproti, katera opravila imate za narediti, ker če si ne zapišeš, jih pozabiš, in potem jih kar umakneš in jih ne narediš in tako naprej, se pravi, da si zapisuješ, ampak da imaš fokus samo na 2 opravili v tistem enem dnevu, ki jih boš naredil in ki sta, pazi zdaj dobro poslušaj, najbolj pomembni od vseh, pa tudi če so najtežji. Te 2 opravili moraš narediti. To potem pomeni napredek. Vse ostalo, tisto manj pomembno, flikaš. In še nekaj, pazi zdaj nekaj dobro, to vem, da marsikomu ni všeč, ko se lotiš nekaj takšnega delati. Če ne boš naredil tega, kar ti zdaj povem, potem boš imel ali pa imela težave. In sicer ugasniti maile, ugasniti Facebook in ugasniti telefon. Ker vsaka stvar, ki bo pozvonila, požgečkala, ne vem koga, te zmoti in ti potem si počasen. In potem, ko si počasen, potem zgubiš voljo in ko zgubiš voljo, odnehaš. In ko odnehaš, si naredil največjo napako, ki jo lahko narediš. In stari moj, to je tisto o fokusu. Fokus je zelo pomembna stvar. Ne moreš pa se sfokusirati, pazi, ne moreš pa se sfokusirati, da bi šel na dopust in da bi imel lepo vreme. Vreme boš imel tako, kot ga imaš. In zdaj, če ga imaš slabo vreme, vzem, ko sem ti rekel na začetku, v roke eno knjigico, malo kaj prečiti in potem vidiš, da si še zase nekaj naredil med tem, tako na easy varianto in ni nujno, da je dopust potem tudi slab. Poleg tega imam pa jaz še tle v Kočevju enega dobrega znanca, Romana, muskontar drugač, ki mi je enkrat rekel, pravi, pa kaj vsi lapate čez lepo pa slabo vreme, jaz vam pa najrajš, ko pada dež. To je to, stari moj, če si na dopustu, imej se lepo, preber kakšno knjigico, če boš prebral tole knjigo
zaslužek na internetu za začetnike, ki sem jo napisal jaz, se moram malo pohvaliti. Do te knjige sem ti dal link od zgorej, imaš povezavo, si lahko tudi pogledaš opis, kaj je noter. Lahko si prebereš malce mnenj od bralcev te knjige in si jo prvoščaš. Lahko ti pomeni tisti prvi ali pa drugi ali pa peti impuls, da ti greš in popraviš določene stvari, ker je to, kar sem jaz v tej knjigi pisal, vse je napisano na podlagi mojih lastnih izkušenj. Kar dolgoletnih že. V glavnem, imej se dobro na dopustu, če si na dopustu, imej se dobro in delaj dobro tisto, kar delaš, delaj to fokusirano. Jaz bom pa zdajle fokusirano rekel čau, čau in se bom umaknil za zdaj iz Fejsa, ker grem nekaj fokusirano narediti. Adijo.